Presenečenje, presenečenje. Iran in Združene države pravita nasprotne stvari o tem, kaj se dogaja v Ženevi in na pogajanjih. Kaj to pomeni, Mark? To pomeni, da so ogromne razlike, Ruti Blum. Pomeni, da Američani pravijo, da želijo to doseči na pogajanjih, Iranci pa pravijo, da želijo nekaj drugega doseči na pogajanjih. In če jih vzamemo za besedo, če dejansko poslušamo, kaj strani govorijo, je zelo, zelo majhna možnost, da bo to uspelo. No, odvisno je, kaj misliš s tem, da bo uspelo. Ker jaz za uspeh štejem to, da Združene države priznajo, da Iran nima nobenega namena karkoli popustiti. In izgubljal je vojno, zdaj pa misli, da vojno zmaguje. Tako da, kar se mene tiče, uspeh pomeni, da pogovori propadajo. Propadajo, karkoli že to pomeni. In da se predsednik Trump vrne k vojaški možnosti, ker mu to ostane, ali pa tudi k ekonomski. Torej, imam nekoliko drugačen pogled. Zame je uspeh zelo jasen. Zame je uspeh, da je iranski jedrski program enkrat za vselej končan. Brez če in ampak. Res je končan. In to pomeni, da morata biti izpolnjena dva pogoja. Prvič, že obstoječi visoko obogateni uran v Iranu, kar predsednik Trump imenuje jedrski prah, mora biti odstranjen iz Irana. Mora biti odpeljan iz Irana. In drugič, Iran ne sme imeti možnosti za nadaljne bogatenje urana, ker bi se potem vrnili na začetek. To so stvari, ki jih je povedal predsednik Trump. To so stvari, ki jih je povedal premier Netanjahu. In uganite kaj? To so stvari, ki jih je povedal tudi podpredsednik Vance. Vprašanje je, ali je to mogoče doseči po diplomatski poti. Oba sva tukaj na politični konferenci GNS na vrhu tukaj v hotelu Waldorf Astoria v Jeruzalemu. Slišali smo, kako je premier Netanjahu tukaj v nedeljo zvečer to ponovil. Rekel je, Iran ne bo dobil jedrskega orožja. Rekel je, da bodisi diplomatsko ali vojaško ne bodo dobili orožja. Rekel je, in s tem je mislil, da ni pomembno, kaj ZDA na koncu storijo. On tega ne bo dovolil, da bi zaščitil Izrael in svoje ljudi. Govoril je o interesih Izraela, kaj ne? Zdaj, tukaj je težava s tem. Naš problem je podpredsednik, ne samo podpredsednik J.D. Vance, ker, bodimo iskreni, ne počne ničesar brez dovoljenja predsednika Trumpa. Nikakor. Res je, da je Trump šaljivo rekel, da bo, če to ne uspe, zato okrivil Vanca. Veste, če bo uspelo, bo zasluge dobil Vance. Če ne uspejo, bo on kriv. Ampak tukaj je težava. Pravite, da so rekli brez jedrskega orožja, brez jedrskega prahu. Resno. In J.D. Vance je rekel, celo predsednik Trump je rekel, no in potem tukaj o balističnih raketah je rekel, no Saudska Arabija ima balistične rakete. In ni pošteno vztrajati, da Iran nima balističnih raket. In potem so celo rekli, ko rečem oni, mislim Trump in Vance, izmenično, nekaj takega kot, no, neka stopnja obogatitve urana, kar je nasprotje tega, da bi rekli nič in da bi odstranili ves jedrski prah. Poleg tega Ron Dermer, nekdanji izraelski minister za strateške zadeve, ki je več let preživel v Washingtonu kot izraelski veleposlanik v Združenih državah, in zelo, zelo tesen svetovalec predsednika vlade Netanjahuja že vrsto let, je pred kratkim dejal, da je pravzaprav grožnja Islamske republike tako zmanjšana in da je uran tako globoko pod zemljo, da smo v bistvu mi, Združene države in Izrael, tako zmanjšali vse zmogljivosti. Prisilili so mornarico, kar je res, in vodstvo ter tako naprej, da pravzaprav to ni več eksistencialna grožnja. Zato menim, da so vse te izjave zaskrbljujoče in ne zato, ker bi mislila, da se Dermer moti. Nimam več informacij kot on, to zagotovo. Zaskrbljujoče je to vrstno olepševanje oziroma prilagajanje tega, kar smo povedali. Brez jedrskega orožja, brez balističnih raket, brez posredniških sil, brez režima Islamske republike. In zato sem zelo zaskrbljena, ker ko to začnete početi s temi globalnimi džihadisti, jih s tem samo spodbujate in opogumljate. In zato pravijo, oprostite,
Zavedate se, da smo mi, Združene države Amerike in Izrael, zmagovali v tej vojni in da bi bila kmalu res končana. Veste, kako ti Američani radi pravijo, da jim niso všeč te večne vojne. To ni večna vojna, to je bila hitra vojna in bila bi še hitrejša, če ne bi nenehno imeli teh dolgih premirij, ki so režimu omogočila, da si reče, hej, ni nam mar, koliko voditeljev ubijete, mi smo še vedno tukaj. Rad bi odgovoril na nekaj stvari, ki ste jih povedali. Najprej o J.D. Vancu, podpredsedniku. Nekateri ga spreminjajo v strašilo. In to me spominja na čas, ko smo imeli pogajanja o talcih in Vitkov jih je vodil. Nekateri Izraelci pa so ga spremenili v strašilo, kot da je postal, oprostite, tiskovni predstavnik Hamasa. In prav ste rekli, vsi ti visoki predstavniki administracije govorijo v imenu predsednika, v imenu administracije. In na koncu, če vam ni všeč, kar pravi J.D. Vance, potem bi morali biti nezadovoljni s Trumpom. On je služabnik predsednika, služi po volji predsednika, kaj ne? In mislim, da mora biti to zelo jasno. Druga stvar, ki jo želim povedati. Rekli ste, da nihče ne govori o balističnih raketah in imate prav. Lahko bi tudi rekli, da nihče ne govori o proksijih in tudi imeli bi prav. In rekli bi, da se zdi, kot da je sprememba režima v Iranu bila postavljena, veste, v omaro ali v globoko zamrzovalnik. Trenutno nihče ne govori o tem in imeli bi prav. Trdil sem in niti treba, da se strinjaš z mano, Ruti, ampak bi trdil, da je edino ključno vprašanje, če jih razvrstiš po pomembnosti, vse so pomembne. Želim, da se vsa ta vprašanja rešijo. Rad bi videl, da režim pade. Rad bi videl, da bi Iran opustil svoje balistične rakete. Rad bi videl konec iranskih proksi vojsk v Jemnu, v Gazi, v Libanonu. Vse to si želim videti. Ampak ena stvar, ki jo morajo narediti ljudje, ki se ukvarjajo s politiko, ko smo o tem razpravljali v preteklosti, je, da morajo ljudje, ki se ukvarjajo s politiko, postaviti prioritete. In zame ni nobenega dvoma. Jedrsko vprašanje je vprašanje številka 1. In če imate uspešen izid jedrskega vprašanja, bodisi z vojaškimi sredstvi ali diplomatskimi sredstvi, to zasenči vse ostalo. In če to lahko storite, mislim, da je to dobra stvar. Kot pravijo Judje na večer sederja, da jenu. To bo dovolj. Ampak samo še ena stvar. Prav imate, ko pravite, da tudi če se to jutri konča na slab način. Recimo, in ne verjamem, da se bo to zgodilo, ampak recimo, da Trumpova administracija ubere različico Obama B, prav? Dobimo še en smešen dogovor, ki samo odloži problem. In potem, veste, bi celo rekel, potem, Ruthie Bloom, in rekel bi našim poslušalcem in gledalcem, vse, kar se je zgodilo v zadnjih 40 dneh, ko je bil iranski režim obglavljen, ko ste odstranili celo vrsto višjih voditeljev, od vrhovnega voditelja Ajatoleha Hameneja do voditeljev vojske in revolucionarne garde. Obglavili ste režim, odstranili ste njihove jedrske znanstvenike in uničili ste njihov jedrski program. Da. Res ste jih zavrli. Slišali smo, da če so bili le tedne ali mesece oddaljeni od bombe, so zdaj 3 leta. Oddaljeni od jedrske bombe, kar je precejšnja sprememba, in če štejete 3 leta šele od takrat, ko predsednik Trump zaključi svoj mandat. Potem so 5 let oddaljeni od jedrske bombe. Močno ste udarili po njihovem raketnem programu, niste ga popolnoma uničili, vendar ste program močno prizadeli. Uničili ste njihovo sposobnost izdelave več raket. Res ste jih močno prizadeli na tem področju. Močno ste udarili tudi po njihovih posredniških silah. Hamas ni več to, kar je bil. Hezbolah ni več to, kar je bil. Še vedno so tam. Ampak so le delček moči, kot so bili nekoč. Torej, tudi če se to ne izide dobro, z drugimi besedami, tudi če predsednik Trump sklene dogovor po vzoru Obame plus minus, za kar upam in verjamem, da ne bo storil. Ampak tudi v tem najslabšem primeru Smo mi kot Izraelci, kot zahodni svet, še vedno v veliko boljšem položaju, kot smo bili, preden se je to začelo. V redu, najprej naj povem, da predsednik Trump veliko objavlja na Truth Social, ter pogosto govori nasprotujoče si stvari. Torej, ni res, da balistične rakete niso bile omenjene. Pravkar je omenil, da bi morda Iran lahko obdržal nekatere balistične rakete. Prav. Drugič, dejansko je na Truth Social objavil nekaj o posredniških skupinah.
Ne smejo imeti posredniških skupin, nenehno govori nasprotujoče si stvari. In prav imate, zdaj smo varnejši kot prej. Ampak na nekatere načine je slabše. In povedala vam bom, zakaj mislim, da je slabše. Ko je bil predsednik Obama, je imel predsednik Obama načrt, da oslabi Združene države, oslabi Zahod, da pomiri sovražnika. To je povedal že na začetku. Bil je privrženec Saula Alinskega. Veste, Ameriko uničiš od znotraj. Prav tako je rekel, veste, Amerika ni nič boljša od katerekoli druge države. Imel je načrt in njegov dogovor z Islamsko republiko je bil del tega načrta. In tako je bilo dosledno in skladno. Predsednik Trump pa je rekel nasprotno, raztrgal je ta dogovor. Rekel je, ne, ni samo to, da ne smejo imeti jedrskega orožja. Rekel je, da ne smejo biti tista zla sila na svetu. To govori o Iranu že od 80-ih let, veliko preden je vstopil v politiko. Torej, tukaj je problem. Ker je prišlo do vojaškega posredovanja, zelo uspešnega, rekla bi, da še bolj strani Izraela. Vem, da si Trump rad pripisuje zasluge za to. Ampak tudi v 12-dnevni vojni, mislim resnično, Izrael je opravil težko delo. ZDA pa so se priključile. Ne želim zmanjševati dosežkov ZDA, niti najmanj. Samo pravim, da je Izrael naredil svoje. Samo da Američani, še posebej tisti grojpari, ki pravijo, da Izrael želi, da ameriški vojaki umirajo ali kaj podobnega, vedo, da to ni res. Ampak ob vsem tem potem reči, v redu, zdaj bomo pa začeli pogajanja. S tem, kar počnete, pravzaprav delate nekaj še slabšega, kot je naredil Obama, ker jih spodbujate. Pravite jim, da so na enaki ravni kot Združene države. Oni so izgubljali. Potrebovali so prositi za mir. Zdaj res je, Trump je ves čas govoril, v redu, nočete priti. Oni pa so ves čas govorili, da nas prosijo za pogovor. A v resnici je sporočilo, ki ga je prenašal, bilo, da je on prosil za pogovor z njimi. In to zato, ker smo ves čas vedeli, da mu vojaško ukrepanje ni všeč. To je v redu. Če večina Američanov ne mara vojaškega ukrepanja, potem naj predsednik upošteva svoje ljudi, kar je povsem prav. Nihče ne mara tega. Mislite, da mi je všeč vojaško ukrepanje, ko je moj sin v uniformi? Seveda ne. Torej, včasih ni izbire in Trump je to priznal ter ukrepal. Če zdaj zapustiš prizorišče, po vsem, kar je bilo storjenega, po vseh teh dosežkih, je sporočilo, ki ga pošiljaš, da ni pomembno. Ti islamisti tudi ne štejejo za poraz, če katerikoli del njihovega programa ostane nedotaknjen. In enako velja za nas. Torej, čeprav smo na kratki rok varnejši, mislim, glede na to, kar se je zgodilo, čeprav, oprostite, naši severni prebivalci, prebivalci severa Izraela, niso varni. Oni so bombardirani. In ko smo že pri tem, rada bi povedala, da sporočila, ki prihajajo iz teh pogovorov med Izraelom in Libanonom. Izrael ni vključen v pogovore med Iranom in ZDA, vendar Izrael in Libanon se pogovarjata. In ameriški uradniki se na dogajanje sklicujejo kot na krog nasilja med Hezbolahom in Izraelom. No, oprostite, to je nesprejemljivo. To ni krog nasilja. To je sovražnik, ki napada nedolžne Izraelce in nedolžne vojake. So teroristična skupina, so kruti. Če bi bilo po njihovo, bi naredili, da bi Hamasov pokol 7. oktobra izgledal kot otroška igra. Tako da imate popolnoma prav, oprostite, Hezbolah je krut. Brutalen sovražnik in ne bi imeli nobenih zadržkov pri pobijanju prav vsakega Izraelca. Dobro, ne delajmo si utvar. Ampak kakšna je resničnost na terenu? Izrael nadzoruje velik del južnega Libanona. Vzpostavili smo varovalni pas, kjer se naši vojaki utrjujejo in uničujejo infrastrukturo Hezbolaha. Vsak dan dobivamo poročila, vsak dan nekaj novega o tunelih Hezbolaha, trdnjavah Hezbolaha, podzemnih poveljniških in nadzornih centrih. V Libanonu, predvsem v južnem Libanonu, so gradili vojaško infrastrukturo za napad na nas. In Izrael danes, medtem ko govorimo, nadzoruje velik del tega območja in to razgrajujemo.
In po vsem, kar razumem, in razen če bom tukaj zelo presenečen, dogovor o prekinitvi ognja pomeni, da Izrael in Hezbolah zmanjšujeta obseg obstreljevanja. Ampak ostajamo tam, kjer smo, in bomo še naprej razgrajevali na območjih, kjer nadzorujemo velike dele južnega Libanona. Še naprej bomo razgrajevali vojaški stroj Hezbolaha v okviru prekinitve ognja z Iranom. In če Hezbolah poskusi bolajim, ja, oprosti, v okviru, ja. Kar tukaj govorim, je jasno. Izrael lahko še naprej počne to, kar počnemo v južnem Libanonu. In če nas Hezbolah napade, bomo odgovorili. Premirje ni enostransko premirje. Zdaj, res je, da je predsednik Trump zahteval. Izrael naj nekoliko zadrži napade na druge dele Libanona, kar je za Izrael, veste, omejitev našega povračilnega udarca proti Hezbolahu. Mislim, da če bi naredili zelo resno provokacijo, bi imeli upravičen razlog, da, veste, dvignemo vložek. Ampak v okviru pravil igre, kjer smo tam, se lahko branimo. Lahko udarimo nazaj, ko oni udarijo po nas. In medtem razstavljamo Hezbolahovo vojaško mašinerijo, teroristično mašinerijo po južnem Libanonu na tistih velikih območjih, ki jih nadzorujemo. Veste, to ni konec sveta. Zaradi tega si ni treba puliti las in govoriti, da je to grozna situacija. Lahko bi bilo bolje. Ampak, kot sem vam že prej rekel, nikoli ne dovolite, da dobro stoji na poti popolnemu. Prav, mislite, da nikoli ne dovolite, da popolno stoji na poti dobremu, kaj ne? Vem, vedno je zmedeno. Ampak naj nekaj povem. Vem, da ste rekli, da smo J.D. Vansa spremenili v strašilo. No, to si zasluži. In naj vam nekaj povem. In dovolite, da povem nekaj o izjavah glede tega, kar ste pravkar rekli o Libanonu in Hezbolahu. Predsednik Trump, mislim, da je bilo to včeraj, do zdaj, smo na konferenci. Danes je torek. Torek, 23. junij. Je to pravilno? Pravilno. Bom preverila. In pomembno je, da to povem, ker predsednik Trump govori različne stvari na različne dni. Kar je rekel včeraj, je bilo vprašano na tiskovni konferenci. Rekel je, veste, da premier Netanjahu pravi, da bo Izrael ostal v južnem Libanonu na mestih, kjer je, ker iranski režim zahteva kot del svojih pogajanj z ZDA, da se Izrael popolnoma umakne, vsak zadnji vojak iz Libanona. Ne samo, da ne streljajo, ampak naj se umaknejo od tam, prav? Kar mimogrede zahteva tudi libanonska vlada, čeprav jim pomagamo premagati Hezbolah. Ampak to je trenutno druga tema. Predsednik Trump je rekel novinarju, komu je to rekel, glede Netanjahuja. In novinar je rekel, da je to rekel javno. Rekel je, pravzaprav je to rekel tudi na tej konferenci. Rekel je to javno. Torej je bil Trumpov odgovor, no, bomo videli. Jaz rešujem probleme, ne ustvarjam problemov. Jaz bom poskrbela za to. V redu, to je rekel včeraj. Z drugimi besedami, res, Bibi je to rekel, bomo videli. To je ena stvar. Številka 2, pred nekaj dnevi, prejšnji teden, je J.D. Vance rekel, Izrael je majhna država, ste 9 milijonov ljudi. Ne mislite, da se lahko iz vsakega problema rešite z ubijanjem. Kako si drzne reči, kaj tako ogabnega in podlega? In rekel je tudi še veliko drugih podobnih stvari. In potem je Trump rekel sem Bibiju, nehaj bombardirati vse tiste stavbe. Stavbe? Rekel je, da v teh stavbah niso samo teroristi. Torej, ne reci mi, veš, ne dovoli, da bi bilo popolno sovražnik dobrega. To ni dobro. Ne govorimo o popolnem. Govorim o tem in povem vam, to je konferenca polna ljudi, ki so dejansko, ne vsi, ampak dejansko bili zelo za Trumpa. Zelo. In mnogi ljudje, ki se pogovarjajo z mano na tej konferenci, so zelo razočarani, zelo zaskrbljeni. Vsi so besni na J.D. Vansa. In zakaj je tako? Ker ste rekli, da vsak, ki dela za Trumpa, to je njegova politika. Ja, in veste kaj? Državni sekretar Marco Rubio se s tem ne strinja. In tudi sekretar za vojno Pete Hegseth se s tem ne strinja. In tudi vodja CIA Radcliffe se s temi politikami ne strinja. In zato so jim rekli, naj držijo jezik za zobmi. Sicer bodo imeli velike težave. Torej, oprostite, ker pravim, veste, ne, vsi samo sledijo Trumpovi liniji. In še to,
Trumpova linija se spreminja vsakič, ko nekaj tvitne. In samo povedati želim, naši vojaki v Libanonu so žalostno pripomnili, ker so njihova življenja v nevarnosti in mnogi med njimi so ubiti, da temu pravijo trampolinsko bojevanje. Trump tvita: gor, dol, streljaj, ne streljaj, streljaj, ne streljaj. Poročajo, da se tako počutijo. Ni nujno, da je to res. Res je, da imajo orožje. Vem, da ste rekli, da niso kot tarče, ampak se šalijo, da temu pravijo trampolin. Trump reče to, Trump reče ono, prav? In to je zaskrbljujoče. Naj vam povem, vojaki, tudi sam sem bil bojni vojak v Libanonu, ne v zadnjem desetletju, ampak v davni preteklosti. In vem, kakšen je črni humor vojakov, in to je način, kako se spopadaš s krizo. Prav. A dejstvo ostaja, da smo vzpostavili varovalna območja v Libanonu, Siriji in Gazi. In te varovalna območja služijo interesom države Izrael. Da. In sovražnika oddalijo od naših civilnih skupnosti. In mislim, da moramo razumeti, da je naloga vojske zaščititi naše ljudi, kaj ne? In če so v Libanonu, če so v južni Siriji, če so v Gazi, se soočajo s teroristično grožnjo. Lahko bi rekli, da ima Izrael v Gazi možnost, da vstopi tja in vse počisti. Ampak zaradi vseh mogočih strateških dogovorov zdaj nadzorujemo, 60% Gaze in preostalih 40% zaenkrat prepuščamo. V Siriji imamo tega novega tipa. Mu pravite terorist s kravato, kaj ne? Ja. Tip, ki je prišel iz Al-Kaide, ISIS in Al-Kaida. Al-Kaida. On vodi sirsko državo. Pretvarja se, da je prijazen. Smehlja se predsedniku Trumpu, ja. O njem v Izraelu nimamo veliko iluzij. Kljub temu nismo šli v Damask. Nadzorujemo varnostno območje v južnem Libanonu, v južni Siriji. V južnem Libanonu je enako, kaj ne? In zato še enkrat pravim, ali obstajajo omejitve, ki smo si jih sami postavili? Ali obstajajo omejitve glede tega, kar počnemo, zaradi strateških realnosti, zaradi našega odnosa z Ameriko? Zdaj bi rad nekaj povedal. Naš odnos z Združenimi državami Amerike je za Izrael najbolj ključen odnos. In odnos med izraelskim predsednikom vlade in ameriškim predsednikom je ključen odnos. Ključen za izraelsko nacionalno varnost. In želim vam povedati, da tudi ko je težko in gre proti izraelskemu javnemu mnenju, predsednik vlade ne dela nujno napačne stvari. Ko reče: v redu, predsednik Trump, to je težko, ampak v teh okoliščinah se lahko strinjam, da naredim to, kar me prosite. Moramo se spomniti, kaj ne? In bodimo iskreni, Izrael ima prijatelje po svetu. Indijci, Modi v Indiji, dobri prijatelji Izraela, kaj ne? Imamo tudi druge dobre prijatelje po svetu. Imamo prijatelje v Evropi, verjeli ali ne. In Latinska Amerika? In Latinska Amerika. Ja, po volitvah v Kolumbiji imamo novega prijatelja v Latinski Ameriki. Ja, imamo prijatelje, vendar nihče ne bo nadomestil Združenih držav Amerike. In to je pomembno, kot v vsakem odnosu. Veste, mož in žena. Ni vsakič, ko žena želi obiskati taščo in tasta, mož srečen, ampak to narediš kot del odnosa. In mislim, da je dolžnost predsednika vlade, da se spomni, da je predsednik Trump prijatelj. In samo na kratko bom rekel, priznal Jeruzalem kot glavno mesto Izraela. Preselil veleposlaništvo sem. Priznal je, Golansko višavje je priznal kot suvereno izraelsko ozemlje, nadgradil varnostne in strateške odnose med državama. Lahko nadaljujem z Abrahamovimi sporazumi. Trump je bil prijatelj in se izkazal kot prijatelj. In zato mislim, da če prosimo Netanjahuja, naj naredi nekaj, kar je težko za Izrael, lahko, v razumnih mejah, naredimo kar lahko, da sodelujemo s predsednikom. On bo predsednik še naslednji 2 leti in več. In imamo interes, da imamo čim boljše odnose s predsednikom Trumpom. No, s tem se strinjam. Nikoli nisem niti za trenutek rekla, da Netanjahu igra napačno. Niti za sekundo. Tukaj to ni Netanjahujeva krivda. In ja, Trump ni bilo boljšega prijatelja Izraela kot Trump in ne samo Izraelu, tudi judovskemu narodu. Naredil je več za boj proti naraščajočemu antisemitizmu v Združenih državah kot kdorkoli drug.
in misli resno. O tem nimam nobenega dvoma. In kot sem rekla, situacija, v katero je postavil Netanjahuja, je tisto, kar kritiziram, ne Netanjahuja. Ker to, kar se je zgodilo, zdaj govori stvari, kot so krog nasilja ali kaj se dogaja v teh pogajanjih, saj iranski režim pravi, da mora Izrael zapustiti Libanon. Prav imaš, glede tega, kar si rekla o varnostnih območjih, prav imaš, popolnoma prav imaš. To ni Netanjahujeva krivda, če se ZDA odločijo popustiti določenim islamističnim zahtevam. In kaj potem naredi Netanjahu na neki točki? Zdaj, kar zmrazi me, ko pomislim, kaj bi se lahko zgodilo. Ker imaš prav, Netanjahu ne more reči, v redu, umaknili bomo svoje enote iz Libanona. Tega ni rekel. In ja, to je res, včasih mora vojski reči, naj nekoliko umiri stvari, recimo. Niti za trenutek ne kritiziram premierja Netanjahuja. Mislim, da je v grozljivem položaju. Ker, no, mož in žena, boljša primerjava bi bila ljubeč mož in žena in vse poteka dobro. In mož se nekega jutra zbudi in reče, nikoli ne ljubim te, imaš slab zadah in odhajam. Sploh te ne poznam. Kdo za vraga si ti? To je, zdi se zelo skoraj osebno, zdi se boleče. Vem, mednarodni odnosi, ampak moraš priznati, da se zdi kot nenadna sprememba. Zdaj, kar nekateri ljudje pravijo, tisti, ki so, in nekateri ljudje bi rekla, pro-Trump ljudje pravijo, ne, to je vse prevara. On daje, veš, Islamski republiki priložnost. In na koncu, po praznovanih 4. julija, 250. obletnici in morda po vmesnih volitvah ali karkoli že, tega ne bo več prenašal. In ne bo, in spremenil bo svoj ton do Izraela. Ne vemo. Lahko pa vam povem svoje mnenje o nasvetih, ki jih prejema. Po mojem mnenju so zelo slabi. Sodeč po odzivu na družbenih omrežjih. Ne od Grojpersov, ampak od konzervativcev, ki so povsem za Trumpa, pa so razočarani. In povedala vam bom, kaj mislim. Očitno je dobil nasvet od svoje vodje kabineta, Susie Wiles, da če ne preneha z vsem tem, z vojno in hormuška ožina, veste tisto, kako se reče, embargo, blokada iranskih interesov, da bodo republikanci izgubili vmesne volitve. To so mu povedali. In veliko tega, kar počne, je povezano s tem nasvetom. V resnici pa nas je veliko, tudi jaz sama, ki verjamemo, da je ravno nasprotno. Da njegova baza in ameriško ljudstvo, ena stvar, ki jim ni všeč, pa čeprav jim vojna ni všeč, jim zagotovo še manj ustreza, da vojno izgubijo. In zagotovo ne tem podlim islamistom. Zato bi trdila, da sprejema nasprotno politiko, da bi pomagal republikancem na vmesnih volitvah. Tako da bomo morali počakati, da vidimo. Ampak na koncu je to njegova odločitev, kaj ne? On sprejema odločitev o politiki. Zdaj prihajamo do konca našega podcasta in vedno končamo z izraelsko politiko, a še vedno nimamo datuma volitev. Ker pa še vedno nimamo datuma, vemo, da bo to konec oktobra, bodisi 20. oktobra ali 27. oktobra. Zanimivo pa je razmišljati, kako ta spor, ta nova napetost v odnosih med uradom izraelskega predsednika vlade in Belo hišo v Združenih državah vpliva na situacijo. Kako to vpliva na Netanjahuja pred volitvami v Izraelu? Zanj osebno, za njegovo lastno stranko, ja, za njegovo lastno izvolitev. Ker je ena od Netanjahujevih prednosti ta, da je prijatelj in ima neposredno komunikacijo ter skupno razumevanje s predsednikom Združenih držav Amerike. In mislim, da je to za nekatere izraelske volivce razlog, da glasujejo za Netanjahuja. Obstajajo tudi drugi razlogi. Ampak pravijo, no, on je človek, ki mu predsednik prisluhne. In če je to razmerje zaznano, pravilno ali napačno, ampak če volivci vidijo, da je senca nad odnosom med Trumpom in Netanjahujem. Ruti, misliš, da lahko to vpliva na Netanjahujeve možnosti za ponovno izvolitev? No, mogoče je, ampak veš, obstaja tudi nasproten predlog. In nekako verjamem v nasproten primer. In to je, da če se predsednik Trump obrača proti Netanjahuju,
potem Netanjahuja potrebujemo bolj kot kdajkoli prej, da nas vodi skozi to, kar prihaja. Ker ti bom nekaj povedala. Veliko veva, ti in jaz oba. Poznava ljudi, ki imajo Netanjahuja radi, poznava ljudi, ki Netanjahuja sovražijo, poznava ljudi, ki do njega čutijo tako, kot Američani čutijo do Trumpa. Še vedno ga imajo raje, a niso navdušeni nad njim. Nekaj takega. Poznava ves spekter, ampak ti bom nekaj povedala. Vsi vedo, tudi tisti, ki tega ne priznajo, da je to voditelj, kakršnega ni. In da, če ne bi bil na oblasti po 7. oktobru, ne glede na to, kaj je pripeljalo do tega, ker ljudje radi krivijo njega za to, bi bili v velikih težavah. In povem vam, osebno mislim, da če bi Trump res zapustil Izrael, čeprav ne mislim, da se bo to zgodilo, ampak veste, občutek je napeto. In mimogrede, naše volitve bodo približno teden dni pred vmesnimi volitvami, tako da je vse zelo blizu. Mislim, da bi večina Izraelcev menila, da če je Trump še vedno, veste, naklonjen Izraelu, potem pravzaprav ni pomembno, kdo je predsednik vlade. Če se obrne proti Izraelu, bomo Netanjahuja potrebovali bolj kot kdajkoli prej. Torej, zdaj vam bom povedal. Ali mislite, da je v tem kaj resnice? Jaz se bom ukvarjal s politiko in ne z Predsednikom, ne z vsebino. Politično gledano njegovi nasprotniki pravijo, karkoli Netanjahu naredi je slabo, kaj ne? Prav. Torej, če se prepira s predsednikom, bodo rekli, saj veš, rekel si, da je tvoj najboljši prijatelj, zdaj pa se prepirata. In če se strinja s predsednikom, bodo rekli, zdaj si njegov, veš. Njegov suženj. Ja, Ti si njegov pudel. bi rekla v hebrejščini, kaj ne? Narediš vse, kar reče. Trump reče, skoči in ti vprašaš, kako visoko. Kako visoko? Prav. Torej, moje vprašanje ni namenjeno ljudem, ki ne bodo glasovali za Netanjahuja, ker bodo kritizirali vse, kar naredi. Prav. Ali obstaja del ljudi, ki so na sredini, ki bi lahko glasovali zanj ali pa ne, in za katere je bilo njegovo razmerje s Trumpom ponovno videno kot nacionalna prednost. In če ga ne dojemajo kot nekoga, ki ima to razmerje, to še ne pomeni, da ni tako. Veste, če podpre Trumpa pri nečem, za kar 90% Izraelcev meni, da je pravilno, je morda to način vladanja, predvidevam. Vendar bomo morali počakati in videti. Upam, molim, da je to le manjši zaplet, ali je to prava beseda? In potem se bomo zelo kmalu vrnili k zelo močnemu sodelovalnemu odnosu. Upam, da je to res. Ampak tako kot vi, tudi jaz ne morem biti 100% prepričan, da je to res. No, vsaj lahko zaključiva z mislijo, da se oba strinjava pri isti molitvi, reciva temu tako. In veselim se, da se naslednji teden vidiva v našem studiu v JNS studijih. In potem lahko tudi razpravljava o tej neverjetni konferenci, ki jo še vedno imamo, še vedno poteka. Veselim se, da se bova takrat spet pogovarjali.